Praznujemo Aljaževe okrogle obletnice. Izbrali smo naj projekte v kraju. Gradnja na Sinici gre po planu. 9. dirka s trajnostnim vozilom, garami. Učenje tudi med počitnicami. Ponovno jesenske serenade. Zaključek poletja med vodami. Medvaški nogometni turnir. Državno prvenstvo na tekaških rolkah. Lepo pozdravljeni. Mineva 130 let, odkar je Bačnikov Jaka iz Zavrha, širše znan kot Dovški župnik Jakob Aljaž, na vrh Triglava postavil Aljažev stolp. 190 cm visok valjasti stolp, ki danes velja za simbol slovenskega naroda. Leta 1999 je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Ob častitljivi obletnici so v Slovenskem planinskem muzeju pripravili občasno razstavo, ki nudi vpogled v pomen Aljaževega stolpa. V Aljaževo rojstno hišo v Zavrhu pa predstavili gostujočo razstavo Ta pleh ima dušo, ki so odprli prejšnjo sredo. Razstava Aljažev stolp, simbol ali trofeja v Planinskem muzeju raziskuje zgodovinski, kulturni in simbolni pomen Aljaževega stolpa ter njegove preobrazbe skozi čas, od narodno-obrambne geste Jakoba Aljaža do sodobnega simbola narodne identitete. Ponuja vpogled v raznolike načine, kako so posamezniki in skupnosti skozi desetletja doživljali Triglav in njegov stolp. Kot cilj, prizorišče, simbol upora, oder za osebne in kolektivne zgodbe. Skozi bogato gradivo, predmetne zgodbe in številne anekdote obiskovalca spodbuja k razmisleku. Ali Aljažev stolp še vedno doživljamo kot simbol skupnosti ali kot osebno trofejo. Zelo lepa razstava in jaz mislim, da je to prvič, kar je za naš Slovenski planinski muzej zelo pomembna. Bom rekla tudi pridobitev, ker na ta način bomo lahko obiskovalcem pokazali dejansko, kako je nastal oziroma kako so postavili stolp in seveda to pogumno dejanje, s katerim je res Jakob Aljaž nekako ta simbol slovenstva in predvsem to, on nekako je povezoval vse narode in se je želel, da bi nekako vsi živeli složno, s tem pa, da je postavil stolp na vrhu Triglava, pa seveda pokazal tudi, da je Slovenija oziroma da smo Slovenci tu doma. Razstava govori o kulturni dediščini ne le Kranjskogorčanov, ampak vseh Slovencev. Aljažev stolp ni samo materialni spomenik, temveč tudi simbolni, saj predvsem na račun zgodb, ki so nastajale ob njegovi postavitvi pred 130 leti in ki nastajajo tudi še dan danes, prerašča svojo materialnost. Avtorica razstave Natalija Štular si je razstavo zamislila kot dialog med preteklostjo in sodobnostjo. In če je razstava v Planinskem muzeju prikaz zgodb po postavitvi Triglavskega stolpa, je zgodba projekta Ta pleh ima dušo zgodba postavitve stolpa na Triglav. V okviru tega projekta je bila izvedena celovita prenova stolpa, ki se je izvedbeno začela septembra 2018. V ambicioznem konzervatorsko-restauratorskem posegu so stolp varno prenesli v dolino, zatem najprej temeljito sanirali konstrukcijske in druge elemente, nato pa ga v dobrem mesecu dni vrnili na vrh Triglava. 13 let sem vložil to z velikim veseljem, to mi ni bilo kot delo, res spoznal sem tudi kar nekaj delo Evrope na ta način, veliko ljudi, veliko je bilo nekako odzivov, zelo lepih in predvsem ves projekt je nekako rastel in ves čas je bilo okoli tega ena taka zelo pozitivna energija. Noben ni rekel, zakaj pa to delate, zakaj pa to. Vsi so rekli, wow, super. To mi je nekako skozi vsa ta leta tako v meni nekako mi je rastel ta občutek, tako da se pravim, danes je tako, kot da je to ena taka moja stvar, ko pridem gor, nekako čutim, da je stolp moj, da sem zelo nekako povezan s tem delom zgodovine. Jakob Aljaž ves čas mi je nekako spremljal v vseh teh letih. To pa, da sem pa danes tukaj v njegovi rojstni hiši, da tle to zaključujem, je pa še posebej en tak zelo topel občutek, da puščam nekako za sabo eno obdobje, ker v bistvu je bilo veliko narejeno, nima smisla, da tukaj
še kar nekaj delamo. Zdaj stopamo v drugo fazo, kot je rekel moj kolega, s katerim skupaj to vodva. Bomo zdaj samo še izvajali monitoring na vrhu Triglava, ampak ta del, bi rekel, ta pustolovščina se pa nekako, ne sicer danes, ne, tukaj, jutri se zaključuje, ko gremo na Triglav in damo noter še v stolp Triglavsko panoramo. Z umestitvijo tega še zadnjega detajla se je sklenil proces celovite prenove Aljaževega stolpa na Triglavu. V notranjosti so namestili Triglavsko panoramo, naslikan pogled z vrha, za katero je Jakob Aljaž nekoč zapisal, da je najpomembnejši kos opreme stolpa. Naslikana panorama je pohodnikom že v postavitvi pred 130 leti pomagala pri orientiranju in opazovanju okolice skozi zgornje okenske line. Ko je Aljaž postavil stolp, so bili v njem na voljo tudi 3 stoli, odeje, 2 posodi in 2 samovarja, s katerima si lahko skuhal čaj, za pitje pa 6 kozarcev. Namesto vode je služil raztopljeni sneg v okolici. Barometer je bil nameščen znotraj, zunaj pa toplomer. V notranjosti je bilo prostora za od 4 do 6 ljudi. Meni se zdi pač sama postavitev Aljaževega stolpa dejanje, ne vem, slovenstva. Aljažev stolp nas nekako že 30 let je simbol slovenstva. Dejanje Jakoba Aljaža je pa zanesljivo zelo pogumno dejanje, ki nam je zanesljivo lahko tudi nekako vzor, tudi vsem, ki skrbimo za ohranjanje dediščine, skrbimo za tradicijo naše skupnosti. Ob odprtju razstave Ta pleh ima dušo smo si ogledali tudi istoimenski dokumentarni film. Razstava, ki je gostovala v številnih slovenskih krajih, kot tudi izven naših meja, se je ob 130. obletnici postavitve Aljaževega stolpa letos ustavila še v muzeju baroka v Šmarju pri Jelšah. Do nedavnega je bila del razstave tudi kopija Aljaževega stolpa, ki so jo pred kratkim izročili Slovenskemu planinskemu muzeju. Ob obisku Aljaževe rojstne hiše vas bo pozdravila njegova replika, ki je prav tako izdelana v naravni velikosti. Tako razstava sklepa svoje poslanstvo v rojstni hiši Jakoba Aljaža. Tam, kjer se je vsa zgodba tudi začela in od koder pogled sega vse do našega očaka. Zgodba mislim, da je vseeno taka, okoli Aljaža in okoli tega stolpa, da je za vse nas, za starejše ljudi, za mlajše ljudi, je ena taka zelo slovenska zgodba, ki jo ne morejo vsi eni ali pa drugi lastiti, ali pa jaz, ali pa Planinska zveza, ali pa restaurantski center. Ko prideš ti do vrh Triglava, je Aljažev stolp te čaka, tebe čaka. Ne, da smo ga mi ali pa da ga je država razglasila za kulturni spomenik. Ne, Aljažev stolp je tam zate, ker on je tako bil v svojem osnovnem namenu zavetišče. Ti lahko noter greš in se skriješ pred vetrom, pred dežjem. Razstavo, ki jo je Narodni muzej Slovenije pripravil v sodelovanju z javnim zavodom Sotočje Medvode in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, si lahko v Aljaževi rojstni hiši ogledate do konca januarja 2026. Prihodnji teden od 16. do 22. septembra obeležujemo Evropski teden mobilnosti. Letos poteka pod geslom Mobilnost za vse. Gre za glas proti prevozni revščini. Kaj to pomeni? Veliko ljudi se sooča z visokimi stroški opravljanja osnovnih poti ali pomanjkanjem ustreznih prevoznih možnosti, kar omejuje njihov dostop do delovnih mest, izobraževanja, zdravstvenih storitev in drugih ključnih dejavnosti. Zato ni naključje, da so se med predlogi za nov krog participativnega proračuna za naslednji 2 leti znašli tudi predlogi po uvajanju novih postajališč za e-kolesa, ki jih poznamo pod imenom Medvodko. Ta teden smo vsi občani starejši od 15 let že sicer imeli možnost glasovati za tiste projekte, za katere menimo, da bodo najbolj obogatili naš kraj. Sledijo rezultati. Občani so v aktualnem participativnem proračunu dali kar 196 različnih predlogov, kako zvišati kvaliteto bivanja v občini v naslednjih 2 letih. Za 88 predlogov je 5-članska komisija ocenila, da ustrezajo merilom in jih je možno izvesti glede na višino finančnih sredstev, ki pripadajo posameznemu območju. Občina je v ta namen namreč razdeljena na 11 območij, večino gre za posamezne krajevne skupnosti, vrednost projektov pa mora znašati od 3 do največ 25 tisoč evrov.
Občani so svoje predloge lahko podali za katerokoli območje, glasovali pa so lahko vsi starejši od 15 let le za predloge v območju, kjer imajo stalno bivališče. Glede na to, da smo sedaj v 3. ciklu participativnega proračuna, smo zelo zadovoljni z odzivom, ker je bil najboljši doslej. Glasove je oddalo približno 1750 občank in občanov, kar predstavlja dobrih 12% vseh glasovalnih upravičencev. Mi bi si seveda želeli, da bi svoj glas oddalo še več občank in občanov, ampak verjamem, da vsi tisti, ki so imeli svoje mnenje, so glas oddali. Je glasovanje prineslo kakšno presenečenje za vas osebno? Vedno so kakšna presenečenja, ker vsakdo ima med predlaganimi projekti svoje favorite. Mislim, da je bilo vseh 88 projektov, ki so bili na glasovanju dobro zastavljenih. Vsak od njih bi izboljšal oziroma rešil nek izziv v lokalnih skupnostih, tako da verjamem, da kar so odločili občanke in občani, je vedno prav. Zdaj pa tista izvedba. Kako, kdaj, na kakšen način? Ja, v prvem koraku bomo projekte umestili v občinski proračun za leti 2025 in 2026. Dodelili jim bomo tudi nosilce, vodje projektov iz občinske uprave, ki bodo vzpostavili stik s predlagatelji in načrtovali izvedbo. Zdaj tiste najbolj enostavne projekte bomo nekateri izvedli že v letošnjem letu, preostanek pa je cilj, da izvedemo do konca leta 2026. Kateri je najbolj zahteven sedaj takole na pamet? Glede na pretekle izkušnje so najbolj zahtevni tisti, kjer so predlagatelji že napovedali sodelovanje v obliki prostovoljnega dela ali pa sponzorstv. Gre tudi za kakšne zahtevnejše nove ureditve. Pri prometnih ureditvah ali pa pri obnovah pa je te lažje izvesti. Na območju krajevne skupnosti Pirniče so bili izglasovani sledeči projekti: prenova in dopolnitev otroških igral pri vrtcu Pirniče, nadstreška na avtobusnih postajališčih, ulična razsvetljava, prenova šolskega igrišča ob osnovni šoli Pirniče, vaški park v Zavrhu, kjer je trenutno divje parkirišče, in street workout na Sotočju. Več kot slednja dva projekta je glasov sicer dobil projekt postavitve zipline igrala in popravilo vodne pipe, vendar je projekt predrag, da bi ga kot četrtouvrščenega lahko realizirali. Od skupaj 68 000 evrov, kolikor pripada območju krajevne skupnosti Pirniče, je bilo razdeljeno 66 000 evrov. Za območje krajevne skupnosti Medvode center je bilo izglasovano 6 projektov, od skupaj 12 v skupni vrednosti 47 000 evrov, to pa je toliko, kot temu območju tudi pripada. Kaj se torej obeta? Ureditev obrečnega prostora ob reki Sori s klopcami in drevesi, ureditev dvorišča pred osnovno šolo Medvode, ureditev okolice nogometnega igrišča, postavitev krajevnih tabel Svetje in razširitev postajališča Medvodek na železniški postaji. Za območje krajevne skupnosti Senice je bil izglasovan le en projekt, in to je postavitev sistema izposoje e-koles Medvodek, saj je njegova vrednost kar 20 000 evrov, območju pa pripada le 22 000 evrov. Podobno velja tudi za območje krajevne skupnosti Seničica Golo Brdo. Tudi tu bo izveden le projekt izposoje e-koles v vrednosti 24 000 evrov, preostalih 3 000 evrov pa ostaja nerazporejenih. Za postavitev defibrilatorja na Seničici je zmanjkal tisočak. Za območje krajevne skupnosti Smlednik so krajani izbirali kar med 15 projekti in jih izglasovali 5 v skupni vrednosti 60 000 evrov, 2 tisočaka pa sta ostala nerazporejena. Izglasovana je bila urejena površina namenjena druženju in igri otrok v vasi Moše, obnova doma krajanov v Mošah za še bolj povezano skupnost, klimatizacija Mrliške vežice Smlednik, nadstreški na avtobusnih postajah v Hrašah in prikazovalnik hitrosti v Hrašah pri domu krajanov.
Za območje krajevne skupnosti Sora je od razpoložljivih 36 tisoč evrov razporejenih le 30 tisoč evrov. Toliko sta namreč vredna 2 projekta od 6, ki sta prejela največ glasov, in to sta dobava in namestitev betonskih košev za smeti in klopi in ureditev starega vaškega središča oziroma parka v Sori. 2 projekta od 3 v skupni vrednosti 22 tisoč evrov bosta realizirana tudi na območju krajevne skupnosti Vaše Goričane. Krajani so izglasovali ureditev obale reke Sore ob jezu v Goričanah in ureditev ekološkega otoka v Vašah. Od 6 projektov, ki so bili dani v glasovanje za območje krajevne skupnosti Zbilje, bo realiziran le en, in to je dodatna javna razsvetljava na pločniku med Zormanom in Žejami. Vrednost projekta je namreč 15 tisoč evrov, na razpolago pa je za to območje le 17 tisoč evrov. Zdaj pa še podatki za tista območja, ki ne sledijo mejam krajevnih skupnosti. Za območje Polhograjci 1, ki obsega kraje Topol, Belo, Brezovica, Tehovec, Trnovec in Setnico, so bili izglasovani sledeči projekti: prenova in dopolnitev športnega in otroškega igrišča ob krajevni skupnosti Trnovec, koši za pasje iztrebke, obnova fasade na cerkvi svetega Florjana na Tehovcu in pitnik, miza s klopmi in miza za namizni tenis. Njihova skupna vrednost je 41 tisoč evrov, 5 tisočakov pa je ostalo nerazporejeno. Za območje Polhograjci 2, ki obsega Studenčice in Žlebe, so glasovalni upravičenci izglasovali 2 projekta v skupni vrednosti 24 tisoč evrov. Senzorično otroško igrišče in prostor za druženje družin ter Medvodek Žlebe. 2000 evrov pa ostaja nerazporejeno. In še območje Preska, ki ga predstavlja del mesta Medvode. Največ glasovalnih upravičencev je glasovalo za obnovo šolskega igrišča pri osnovni šoli Preska, in ker je ta projekt ocenjen na 25 tisoč evrov, je še za katerega iz seznama 9 zmanjkalo denarja. Temu območju pripada namreč le 27 tisoč evrov. Če povzamemo, le v enem primeru je višina razdeljenih sredstev enaka višini dodeljenih sredstev. Ja, razdelitev sredstev je bila letos vseeno zelo enakomerna in ostankov je malo. Razdelili smo 372 tisoč evrov od 400 tisoč razpoložljivih. To pa pomeni, da bomo vse te ostanke znotraj območja razdelili tistim projektom, ki so bili izglasovani. V enem primeru, torej za območje krajevne skupnosti Pirniče, ne bo realiziran projekt, ki je sicer dobil več glasov, kot sta jih 2, ki pa vendarle bosta realizirana. Cilj participativnega proračuna je izvesti kar največ projektov po želji krajank in krajanov glede na razpoložljiva sredstva. Tudi v prejšnjih ciklih smo upoštevali enako pravilo razdeljevanja sredstev in glede na to, da se na enem območju ne bo dalo izvesti tistega projekta, ki bi glede na število glasov bil na vrsti, se izvede še 2 ostala projekta, za katera je dovolj sredstev na razpolago. Sistem izposoje e-koles je bil največkrat predlagan projekt v vseh območjih, bodisi na predlog samih krajanov, bodisi občine. Izplen je različen, očitno odvisen od predlagatelja. Ja, glede na to, da je občina Medvode v lanskem letu vzpostavila sistem izposoje e-koles, je v tem novem ciklu ena od možnosti predlaganja projektov tudi razširitev tega sistema. Kar nekaj predlogov so podali občanke in občani, nekaj predlogov je podala občina glede na predloge, ki smo jih že prejeli strani občank in občanov. In zanimiv je rezultat, da so ta projekt izglasovali predvsem v bolj oddaljenih krajih oziroma krajevnih skupnosti, kjer mogoče nimajo drugih načinov trajnostne mobilnosti ali pa drugih javnih sredstev. Tako da nekaj projektov bo izvedenih, mi se bomo pa trudili, da pridobimo sredstva tudi še z drugih virov, da ta sistem še širimo. Glasovanje je pokazalo tudi, da je lahko, če je seveda motivacija dobra, izglasovan projekt, za katerim stoji manj glasovalnih upravičencev. Tako je, s tem strahom nekaterih naselij smo se soočali že od prvega cikla naprej, da bodo naselja z manj prebivalci
imela manj možnosti za izglasovanje projektov, pa se je tudi letos izkazalo, da temu ni tako. V naselju Moše so izglasovali kar 2 projekta znotraj krajevne skupnosti Smlednik, bila sta na prvih mestih, ne glede na to, da je naselje Moše najmanjše naselje v krajevni skupnosti Smlednik. Komisija za nov cikel, 4. participativni proračun, ni oziroma še ni predlagala kakšnih morebitnih sprememb meril. Jaz osebno bi glede na izkušnje drugih občin si želel manj območij, ampak glede na razpršenost naselij in veliko število krajevnih in vaških skupnosti, verjetno je to trenutno najbolj realno. In kaj bolj trajnostno mobilnega je kot tradicionalna dirka z garami na Senici. Ena od večjih prireditev v sklopu Medvoškega zelenega septembra. 9. izvedba za veliko nagrado Senice je privabila številne obiskovalce in tekmovalce, ki so poskrbeli za živahno vzdušje. Dogodek združuje šport, zabavo in kulturo, izvira pa iz bogate kulturne dediščine kraja. Naša ekipa je preverila, kako so se udeleženci pripravili na tekmo in kakšen je bil rezultat. Na Senici je prvo soboto v septembru že 9. potekala dirka z garami za veliko nagrado Senice. Gre za edinstveno prireditev, ki združuje šport, tradicijo in zabavo. Izredno zadovoljen, pravzaprav lahko bi bilo še malo več ljudi, ampak kasneje po dirki bo ansambl, takrat jih pa prije malo več. Tako da ta lokalna skupnost nas bo malo hud, nas premalo podpira. Kot sem že prej enkrat rekel, vse ni za nas. Mi samo tradicijo naših prednikov obujamo, da to ne zamre. Marsikdo ne pozna tega orodja, gare. Tako da uživamo to in mi iz vsem srcem to delamo. Proga, dolga 440 metrov, poteka od doma krajanov do vrtca in nazaj. Tekmovalci nastopajo v parih, eden vleče gare ali voziček, drugi sedi. Na polovici se vlogi zamenjata, nato pa sledi še povratek proti cilju. Tudi letos ni manjkalo izvirnih idej za okrasitev. Enkrat smo se skupaj dobili na igrišču in smo se malo pogovarjali o garah in kar od enkrat nam je padla zamisel, da smo lahko trženca, ker nas je bilo toliko veliko in pol smo se zmenili, da naredimo gare. In smo že smo zelo dolgo delali, smo šli po kartone, v smeti, naprimer, ker smo hoteli biti, da bi bili čim bolj ekološki, pa pol smo pa še danes smo pa še dokončali gare in danes smo dokončali in zdaj smo lahko tukaj. Kje je ideja za tele gare in tele opice zaprte v kletko? To morate pa nekaj. To je pa od moje žene ideja. Pa so se pustile ukrotiti tele male opice? Ja, zelo hiter. A ste kaj trenirali za današnjo tekmo dirko? 3 mesece. Koliko časa ste pa tole sestavljali? 2 dni. In kakšna je taktika danes? Na zmago, ne? Nič drugega. Tako je, ja. Vas kaj skrbi, da bodo tele opice pobegnile? Ne, sam banano znajo kakšno zgubiti. Tekma je za vami, kako je šlo? Skoraj sem kovček ukradel, pa me je tale policaj ulovil na konec, tako da za mene neuspešno. Kje je ideja za tele gare, za sploh udeležbo na tekmovanju? Zdaj smo že 3. zapored, tako da vsakič nekaj novega. Kako je bilo pa tebi? V redu. A si ujel na koncu lopova? Ja. A je bila naporna pot? Ne. Ja. Sicer gre za prireditev, ki sega globoko v zgodovino vasi. Običaj so obudili pred 9 leti in od začetnih krčev je postal to pravi vaški praznik. Pred leti so imeli tlele po teli ulici, so izkojni dirkali, pa so snemali venc, koliko imajo v Ljubljani pa Alka dol, Cinska. Pol so pa dirke naredili z garam, pol pa to zamrli, pa ni bilo tega 20 let ali koliko. In pol je bil en trenutek, ker smo imeli zelo uspešno hokejsko društvo Jelen in so oni imeli to prireditev in smo rekli, da bomo pa še mi sočasno, da malo popestrimo, naredili dirko z garam. In ta prvič ni ratal, pol naslednjič smo pa te entuzijasti se zbrali, prvo nas je bilo 5 ali pa 6 in smo tle iz tega doma za hec naredili tisto. No, naslednji let smo imeli pa že dirko.
Odziv obiskovalcev in tekmovalcev je bil tudi letos izjemen, še boljši od pričakovanega. Organizator sekcija Gare pri Kudu Franz Aleški Finžgar Senica je nadgradil tako najhitrejše kot tudi najizvirnejše ekipe. Za kakšne nagrade čaka najbolj? Od 150 evrov pa nadol. Tako da za dva je kar lep zalogaj to. Ne? Za en hec, da ga naredi, lepo se ima, ljudje mu ploskajo, pa še denar dobi. Dirka z garami ni le športni dogodek, temveč tudi živa kulturna dediščina, ki jo domačini z veseljem ohranjajo in nadgrajujejo. Prihodnje leto se obeta jubilejna 10. dirka, ki bo zagotovo nekaj posebnega. Ja, veliko zanimivo opremljenih gar in njenih voznikov smo torej lahko videli na Senici. Če ste bili pozorni, ene od gar so nosile napis "Delamo kanalizacijo, delamo počasi za veliko denarja", pa še napis aneks številka 10. Voznik gar pa je imel v rokah kovček, predvidevamo, da denarja. Kako dejansko pa poteka izgradnja kanalizacije in obnova vodovoda na Senici? Po planu in ob dobrem medsebojnem sodelovanju in usklajevanju vseh udeležencev, tako pravijo v oddelku za okolje in prostor. Konec maja je župan Smole z direktorjem podjetja V3 Zoranom Vučkovičem podpisal pogodbo za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovoda na območju Spodnje in Zgornje Senice v vrednosti 3,1 milijona evrov, kar je na tem območju največja naložba doslej. Ukinjenih bo približno 180 greznic, na vodovodnem sistemu pa bo rekonstrukcija prispevala k zniževanju vodnih izgub na sistemu. Občina je celo uspešno kandidirala za evropska sredstva iz Sklada za ohranjanje in odpornost, namenjeno gradnji fekalne kanalizacije pod 2000 populacijskih enot. Hkrati z milijonom evrov pa je občina dobila tudi jasen rok za izvedbo. Uporabno dovoljenje za nove kanale je potrebno pridobiti do konca marca prihodnje leto. Dela potekajo skladno s terminskim načrtom. Do zdaj je bilo izvedenih 657 metrov kanalizacijskega omrežja in 636 metrov vodovodnega omrežja, tako da zaenkrat je tako, kot mora biti. Pa istočasno se izvaja tudi optično omrežje. Čeprav gre za kompleksen projekt, dela potekajo nemoteno in brez večjih dodatnih izzivov. Edina stvar, ki smo jo reševali, je bilo to, da je glavna dovodna cev za kompletno Senico iz Salonita, in kar povzroča v bistvu pri gradnji oziroma že pri samem izkopu težave, ampak so to rešili s prevezavo, tako da imajo prebivalci oskrbo s pitno vodo. Ker gre za strnjeno naselje, se je kot izziv izpostavljala prometna ureditev v času gradnje. Izvajalci zaenkrat skrbijo za to in so v stalni navezi z prebivalci, ki so tam. Tako da potekajo dela nekako tako, da oni naredijo izkop in zvečer, ko vse to položijo, že zakopljajo, tako da je čim manj teh, kako naj rečem, motenj oziroma da ljudje nimajo dostopov do objektov. Je pa urejen obvoz čez celotno naselje, bodisi spodnje ali zgornje strani Senice. Uredili so tudi varen šolski prevoz. In sicer z dvema premičnima tablama, ker je označeno, kjer zjutraj otroke pobira kombi. In sicer table pa premikajo glede na napredovanje del in so tudi vozniki in otroci o tem tudi obveščeni. Po zaključeni gradnji bodo ceste na novo asfaltirane v celotni širini in želja torej je, da bi bila glavna prometnica skozi vas opremljena tudi s pločnikom. Boljše priložnosti ne bo. Pločnik je trenutno v fazi projektiranja, da bo pa prišlo do izvedbe, pa seveda odvisno tudi od prebivalcev oziroma od pridobivanja zemljišč. Tudi danes pa vas povabimo na Senico. Obeta se namreč premiera komedije Davek na samce prihodnji četrtek, že to nedeljo pa popoldne pod Sejavčevo šupo na obujanje starih kmečkih običajev.
Eksponentna in logaritemska funkcija, sistematika in evolucija, ionske reakcije, elektronska konfiguracija, elektroforeza, biologija celic, Galilejeve transformacije. Ja, to je nekaj naslovov predavanj s priprav na letošnjo 22. mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado, ki bo novembra predvidoma v Sočiju. Težko verjeti, ampak so tudi taki učenci in dijaki, ki so del svojih počitnic pridobivali in tudi utrjevali svoje znanje in to naravoslovja. Ena takih je Katja Čampa, v prejšnjem šolskem letu še učenka osnovne šole Preska, zdaj pa že dijakinja. Odzvala se je namreč povabilu na priprave, ki jih pri nas organizira Zveza za tehnično kulturo. Zveza za tehnično kulturo na priprave na mednarodno mladinsko naravoslovno olimpijado sicer povabi tiste, ki so na državnih tekmovanjih v znanju biologije, kemije in fizike dosegli najboljše uspehe, torej na tekmovanju Proteus, na tekmovanju za Preglovo priznanje in Stefanovo priznanje. Bojana Lenar, profesorica kemije in biologije na osnovni šoli Preska, ima sicer bogate izkušnje s tem, kako motivirati učence tudi za naravoslovne predmete, v konkretnem primeru biologijo. Na današnji čas, ko je znanje mogoče malo manjša vrednota, moramo učitelji res biti iznajdljivi in pristopiti k učencem z nekim navdušenjem in predstaviti biologijo kot res zanimivo stvar. Sama se poslužujem naprimer tudi gozdne pedagogike, da imam v razredu kakšne žive živali, da v bistvu res vidijo, da je to del njihovega življenja, tako da je življenjsko. Ja, glede učitelja je pač najbolj pomembna njegova energija, ker če je učitelj tak brez energije, pa se tudi vidi, da se učitelju ne da, pol tudi učenci nimajo volje. Če pa jih učitelj zna spodbujati, pa držati z njimi, pol je pa vse skupaj veliko lažje. Katja Čampa je bila na priprave povabljena glede na izvrsten uspeh, ki ga je takrat še kot devetošolka, pa že leto poprej, dosegla na državnem tekmovanju v znanju biologije. Mentor je v bistvu tisti, ki vodi, jih usmerja, pripravi pač gradivo, ki je potrebno za to. Učenci imajo veliko vprašanj, predvsem tudi stisk in strahov, kako bo tekmovanje potekalo, tukaj, da jih razbremenimo in povemo, da so pač res se dobro pripravili, da pokažejo to svoje znanje in seveda tisti uspeh na koncu je pa res potrditev na njihovi poti, v katero so vlagali veliko truda. Kako to izgleda? Kakšne so priprave in kako potem izgleda tisti tekmovalni del? Ja, najprej torej v šoli dobimo gradivo od učiteljice, potem se pa začnemo pripravljati. Mi smo imeli predure, smo se dobili pred poukom in skupaj delali snov. Je pa tudi pomemben, da se vsak doma sam pripravlja, pač bere članke, razglablja besede in da se pač tudi sam uči. Pomembno je tudi, kako sam delaš. Potem je pa na tekmovanje, gremo pač vsi skupaj, tam odpišeš test oziroma pač dobiš polo, jo rešeš in čez par dni pač dobiš rezultate. Tvoji rezultati so bili odlični, kar pomeni, da ti je bila tema blizu. Katera tema je bila sedaj razpisana oziroma na kateri temi si potem sedaj dobila to povabilo na priprave? Ja, letos so bili za biologijo fosili. Meni se je pač ta tema zdela zanimiva, ker pač v bistvu gre v zgodovino. Kakšen je torej pravi recept za uspeh tudi na naravoslovnih tekmovanjih? Predvsem tukaj moram se zahvaliti učencem, da so vedoželjni, da radi pristopajo, da sodelujejo, ker današnja tehnologija je veliko bolj vabljiva in mamljiva kot naprimer klasično učenje, s tem, da res je tema tista, ki jih mora predvsem zanimati. Ja, to so v bistvu teme, ki so razpisane in jaz moram reči, da učenci, ki imajo radi biologijo, z iskricami v očeh pristopijo vedoželjno, sploh moram Katjo pohvaliti, ker je resno pristopila, hkrati pa tudi na igriv način pokazala, kako se da mogoče malo bolj take resne, strokovne izraze zapomniti na zanimiv način. Tako da je pokazala tudi ostalim vrstnikom, da je učenje lahko tudi zabavno. Kakšen primer?
Ja, najbolj sem si zapomnila, naprimer, ko so bili ramenonosci, kako smo opazovali slike, ja, to so taki pojmi, ko smo se potem hecali, kje to gleda, kje je zdaj glava, kje je zadnjica, ker to, če en pač nestrokovnik, ki ni bilog, pogleda, se iz tiste slike nič ne znajde in potem smo skozi hec si zapomnili, kako to zdaj izgleda. Je kakšen podatek, ki te je prav mogoče presenetil ob tem, ko si sedaj preštudirala to gradivo? Ja, mene je dosti presenetilo, da smo imeli pač tudi okostje dinozavrov v Sloveniji, prej po moje, da tega nisem vedela. Priprave na naravoslovno olimpijado so, tako zaradi pomanjkanja sredstev in možnosti, potekala v hibridni obliki konec meseca junija. Torej bodisi v prostorih Nacionalnega instituta za biologijo, bodisi prek Zooma, kar je v primeru naravoslovja še težje. Ja, izkušnja je bila zelo zanimiva, je bilo pa tudi zelo težko, ker smo imeli en teden, 5 dni smo imeli priprave in smo se intenzivno na to pripravljali. Od 9 do 3 smo imeli predavanja iz področja fizike, kemije in biologije, ki so bila za gimnazijsko raven in smo se res mogli vsi potruditi, da smo razumeli celo snov. Tukaj smo torej imeli predavanja prek računalnika in je kar težko biti skozi računalnikom. Najlažje je imeti osebo pred sabo, da pač vidiš v živo, kako pač stvari so, pa da lahko tudi, pokažejo kakšen predmet ali pa tako, tukaj pač tega ni bilo, je bilo malo težje vse skupaj razumeti. Pa kakšen eksperiment mogoče? Ja, itak. Katja je v tem šolskem letu že dijakinja. Jaz sem se vpisala na Škofijsko klasično gimnazijo v Šentvidu. Izbrala sem pa zato, ker mi je samo počutje na šoli mi je zelo fajn. Z namenom, da nekoč postane že, imaš poklicno odločitev nekako začrtano? Zaenkrat se nagibam v smer medicine, ampak sem pač odprta za karkoli, kaj je povezano tako z biologijo. Prva sreda v septembru je bila že 38. namenjena prvemu koncertu v naši občini v sklopu koncertov glasbene mladine ljubljanske jesenskih serenad. Koncerti običajno potekajo v kateri od cerkva v občini, v zadnjih letih pa jih gostijo tudi v knjižnici in v dvorani Kulturnega doma Medvode. In prav tu je prejšnjo sredo zazvenela zanimiva glasba mladih Nike Prusnik in bratov Poljanec, ki jo navdihujejo sprehodi v naravi in stik z divjino. Glasbena mladina ljubljanska koncerte jesenskih serenad, ki povezujejo poletno obdobje pred jesensko koncertno sezono, prireja že 49 let. So žlahtna tradicija in obveza, ki jo negujejo in spodbujajo, ter ponujajo pestrost in unikatnost glasbenih interpretacij, ki jih vsako leto pazljivo izbere programski vodja Boris Rener. Medvoško občino jesenske serenade obiskujejo že 38. Prvi koncert pa je prinesel izpovedno in poustvarjalno apoteozo mladosti in preko samonikle poezije tudi konkretne odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljajo organizatorji letošnjih jesenskih serenad, o navidez neobvladljivih tegobah, ki so se zgrnile nad planet, o tem, kako naprej, da se tok negotovosti, v kaosu rušenja demokracije, sesuvanja moralnih in etičnih norm, življenju pod filtrom družabnih omrežij in lažnih novic, ponovno vrne na pot zaupanja in poguma. Naslov tokratnega koncerta Ob reki je povzet po istoimenskem glasbenem albumu, letošnjem prvencu Nike Prusnik in bratov Poljanec, ki je izšel 30. maja. Povezano z naravo, nevidnim in neizrekljivim svetom je narekovala posebno zvrst glasbe, ki izraža Nikine občutke o svetu okrog nje. Ko smo to ustvarjali, nismo imeli jasne inspiracije ali pa slike tega, kako bo to na koncu zvenelo, tako da smo res zelo intuitivno in instinktivno pristopili k samemu procesu. Gotovo je navezava tudi zaradi večglasnega petja, pa mogoče nekih vsebin na neko pradavno pa ljudsko dediščino, ampak je pa tudi se zelo rodilo, se pravi ta besedila in te melodije iz mojega notranjega občutja. Tako in jaz ustvarjam pesmi, tako da pravzaprav začutim pokrajino, ki me obdaja, zgodbe, ki mi jih prešepetava, ker imajo
prostori svoje zgodbe in glasove in svoje pesmi in jaz si želim to nekako počastiti, pa prinesti ta stik z divjino in naravo, ki je danes v izumiranju, nazaj med ljudi. Niko smo sicer Slovenci spoznali prek pop različice glasbe, sestro dvojčico sta se namreč v najstniških letih predstavili na tekmovanju za izbor slovenske pesmi na Evroviziji, a ta izkušnja jima je pustila bolj grenak vtis o tem, kako je v svetu resničnostnih oddaj. Nika sicer glasbo živi in pravi, da se z njo ukvarja že od nekdaj. V resnici smo vsi glasbeniki, a ne instinktivno kot bitja. Zdaj sem ravno nedavno na Šobrejlah pri divjih babah, kjer so odkrili to pradavno neandertalsko piščal in to imamo v kosteh, torej ustvarjanje glasbe. Jaz, tako da lahko rečem, da iz pradavnosti že. Fantje so že po mojem iz trebuha ven začeli ustvarjati. Jaz sem pa tako, da zdaj resno se ukvarjam z glasbo, sem se pa zdaj začela. Nika in bratje Poljanec so največ prepoznavnosti pridobili z nastopom v oddaji Prva vrsta na Radiu Prvi, kjer so nastopili pred dobrim letom dni. Naša pot je taka zelo lepa, tako se nam je odprla pot z nastopom na Prvi vrsti, v oddaji Prva vrsta. Danes praznujemo 1 leto od tega nastopa in potem so pač ljudje začutili to glasbo, so nas začeli vabiti, izdali smo album in tako se je lepo vse odprlo in seveda potem, ko enkrat začneš nastopati, pa če ljudje to začutijo, potem si tudi nekako te pravi ljudje najdejo in pokličejo, da si del njihove vsebine in smo zelo počaščeni, da smo del jesenskih serenad, tako da nastopamo dost. Obiskovalci jesenskih serenad imajo po koncertu možnost kupiti tudi pesniško zbirko, ki je izšla sočasno z albumom. V njej pa so pesmi, ki so na albumu, nekaj pesmi, ki so bile napisane kasneje in pesmi 3 pesnikov, ki Niko navdihujejo in so pomembni za njeno ustvarjalno pot. Pri založbi Sanje je ob izidu albuma izšla še knjiga, isti ima naslov kot album, Ob reki jaz sem pesnica in sem si želela, oziroma ljudje so me ponavadi po nastopih spraševali o tekstih, če jih lahko kaj preberejo, pa sem se potem odločila, da bi rada knjigo izdala, tako da je tudi to del naše ponudbe in način, kako nas lahko ljudje podprejo. Moje kosti je našel temi v neki jami, ob reki je plesal in pel in solze izpel, da je ušlo moje telo. Za jesenske serenade so naredili izbor skladb, ki so nastajale med Nikinim pohajkovanjem po divjih pokrajinah reke Kolpe, v času tihih in samotnih sprehodov po Ljubljanskem barju in v zavetju domačih gozdov. Bratje Poljanec so njene pesmi oplemenitili in nadgradili s svojim čutom za harmonije in inštrumentacijo, skupaj pa publiko nagovarjajo z glasbenimi zgodbami o pravdavnem in neminljivem v človeku, ki išče stik z divjino, v polje sveta in v celovito občutanje smrti in življenja. Imamo novo pesem, ki je naslov Tisočletja star obraz, tako da to je ena novost. Sicer je vsak nastop drugačen, ker je prostor drugačen, ker so ljudje drugačni, mi smo drugačni in tudi svojo vsebino prenašamo, tako da jaz skušam vedno slediti intuiciji, kako sestaviti vrstni red. Ta nova pesem je pa tudi nekaj mogočnega, kar nastane v nedavnem času in je lepo to deliti potem z ljudmi. Medvoška publika je njihov nastop občutila in doživela težko opisljive občutke, podobno pa je odziv na nastop doživela tudi Nika. Meni je bilo zelo to je pa težko opisati. Jaz težko opišem, ker sem tik po enem doživetju. Se mi zdi, da se mora še usesti to, kar sem doživela. Lahko pa rečem, da sem zelo vesela.
V teh dneh Niko Prusnik in brate Poljanec lahko poiščete na katerem od nastopov na jesenskih serenadah, kam jih bo pa pot vodila kasneje, pa zaenkrat še ne vedo. Zelo gremo počasi, zelo gremo z občutkom. Pomemben nam je, da nastopamo na krajih, ki tudi nam nekaj pomenijo, oziroma imajo za nas nek smisel, ne v tem času, ko se vsem mudi, pa je neko merilo velikrat ta hiperprodukcija, se mi zdi prav se ustaviti, upočasniti in res začutiti stvari. Tako da bomo videli. Ja, zdaj smo tukaj. Polna pozitivnih vtisov navdihujočega večera ima Nika še sporočilo za vas, gledalce televizije Medvode. Da je glasba največji čudež stvarstva in da sem vesela, da lahko ustvarjam z brati Poljanec in da je to naš poklic in da si želim, da bi ljudje čim večkrat šli v naravo in se z njo povezali in jo zavarovali. Za nove glasbene inspiracije pa bodo jesenske serenade poskrbele spet v sredo 17. septembra. Takrat bosta namreč v Medvoški knjižnici družno zazvenela evfonij Nejca Merca in harmonika Matjaža Balažica v spremstvu proznih pripovedi v interpretaciji igralca Kristjana Koželja. Poletje med vodami 2025 se je zaključilo s koncertom glasbene skupine Čedahuči, ki je znana po liričnih besedilih in intimnem zvoku z večinoma akustičnimi aranžmaji. Njihova glasba se je tako slišala na prav njim primerni lokaciji, na jasi ob taborniški hiši v Preski. Koncert je bil prvotno planiran v petek 29. avgusta, a je bil zaradi slabe napovedi odpovedan. Letošnjemu poletju med vodami je vreme najbolj nagajalo, a je javni zavod Sotočje poskrbel za izvedbo celotnega programa. Čedahuči je slovenska glasbena skupina, ki ustvarja glasbo na presečišču indie folka, kantavtorske glasbe, countryja in akustičnega rocka. Zakaj pa tako nenavadno ime, odgovarja pevec skupine Blaž Učakar. Čedahuči je v bistvu taka poslovenjena beseda, tako direktno, pač napiše se tako, kot se izgovori. Je pa drugače to neka indijanska beseda, ki pomeni barvne kamne. Zgodba je sicer dolga, kako smo prišli do tega imena, ampak nam je bil nekako všeč, pa hkrati smo vedeli, da si ga bo težko zapomniti, ampak ljudje so ga ful lepo sprejeli, tako da smo ga obdržali in ga imamo radi. Skupino poleg kitarista in pevca Učakarja sestavlja še pevka s spremljavo perkusije Romana Prosenc, pevec in kitarist Matej Naglič, Aljaž Hrastar na basu in Anže Žurbi na bobnih. Band obstaja v različnih zasedbah od leta 2013, tako da je ratal v bistvu tak glasbeni projekt, ker so se vmes dvakrat zamenjale zasedbe. Ampak zdaj smo spet v eni taki ful dobri jati in ful lepo ustvarjamo skupaj, tako da upam, da čim dlje zdržimo tako kot band zdaj v tej zasedbi. A vi ste v bistvu zaključek naših poletja med vodami pri nas. Ja, kako se počutite ob tem? Kako so občutki danes pred koncem oziroma pred vašim začetkom? V bistvu smo ful počaščeni, sploh glede na to, kako ste nam pripravili prizorišče. Zelo radi smo tukaj v Medvodah in ganjeni smo pač, ko lahko prijemo na tako jaso in da so taborniki tako pripravili in da je občina Medvode pač to da se zgodi taka stvar. Tako da imamo neverjetno priložnost, da si naredimo lep večer. Potem še kdaj pridete? Definitivno. Kadar boste pridemo. Znani pa so po liričnih besedilih in intimnem zvoku z večinoma akustičnimi aranžmaji, tako da je bila lokacija v naravi kot ustvarjena za njih. Javni zavod Sotočje, ekipa Poletja med vodami, pa je skupaj s taborniki poskrbela še za čudovito prizorišče. Želja oziroma namigi, da bi prišli k taborniški hiški v Presko, so bili že lani podani strani tabornikov, ko so pripravili res en čudovit dogodek ob svojem praznovanju 40-letnice in potem letos, ko smo našli še idealni band za to lokacijo, kar Čedahuči definitivno so, smo potrdili in sploh ni bilo več nobene dileme, ker smo vedeli, da imamo čudovito prizorišče in najbolj primeren band. Taborniki so poskrbeli, da nam je lepo, da se lahko počutimo domače
pripravili so tudi taborniški ogenj, pečejo palačinke, tako da res mislim, da se nam obeta en čudovit večer. Se pa kot bend ne oglašujejo veliko. Na spletni strani so zapisali, da so glede digitalnih platform kar malo dinozauri, prav tako pa so obstoječe platforme, kot je iTunes, Spotify, precej izkoriščevalske do glasbenikov, a jih njihova prava publika sledi tudi brez tega. Mi se v bistvu trudimo biti na socialnih omrežjih, ampak nam to ni naravno. In zato imamo tudi take faze, ko se veliko pojavljamo, pa ko zginemo, je čisto kot v bistvu se nam naravno dogaja. Pač včasih res imamo dosti in vseh teh Facebookov in Instagramov in se omaknemo malo. Kar imamo pa srečo je pa, da nekako publika, da naša publika to razume. Se mi zdi, da smo nekako na isti valovni dolžini, kar se tiče tega, da razumejo, da vsak rabi mir, pa ne se pojavljati skozi, pa tako. Tako da nam je v bistvu to lepo, da si lahko to privoščimo. Njihove pesmi so tople, intimne, tako da so si nekateri obiskovalci prinesli podloge in lahko občutili glasbo, kot jo predstavljajo. Tokrat so odigrali tudi nekaj novih pesmi. Zdaj smo imeli eno daljšo pauzo, zaradi tega, ker nismo zmogli ustvarjanja nove glasbe in hkrati imeti koncertov. Pač vse vaje, ki smo imeli, so bile usmerjene v to, da bi v živo čim bolj zveneli. In preprosto nismo mogli skupaj ustvarjati novih komadov. Tako da zdaj zadnje pol leta smo igrali zelo malo in smo lahko imeli vaje spet kreativne. In je tudi nastala nova glasba, ki jo bomo to jesen posneli. Tako da, ne vem, zdaj spet po moje pride obdobje, ko bomo več igrali, pa kakšne nove posnetke objavimo. Kje vas lahko še vidimo? Pripravljamo en zelo lep koncert 30. oktobra v City teatru v Ljubljani, pa še en manjši in bolj intimen koncert bo prej 23. oktobra v Idriji. To dvoje imamo zaenkrat zmenjeno, za naprej bomo povedali. Zakaj pa se je ekipa javnega zavoda Sotočje odločila prav za njih? Mogoče več razlogov. Zanimiv je bil prvi klic, ki smo ga imeli, ko smo povedali, da imamo eno super luštno lokacijo in so tudi oni rekli, mi si pa ravno želimo enega tazga lepega akustičnega večera ob taborniškem, ob ognju. Tako malo, da je malo bolj po domače, da je malo bolj preprosto in toplo in smo rekli, evo, to je to. Oni so mogoče zdaj vmes nekaj časa malo imeli premora, ampak z letošnjim letom so pa ponovno zagnali vse svoje glasbene motorje in idealna priložnost za to, da jim ponudimo priložnost in mislim, da smo za njih izbrali eno res čudovito lokacijo. Koncert je bil zaradi deževnega vremena sprva prestavljen, organizatorjem je vreme povzročilo kar nekaj sprememb, a so bili vsi dogodki na koncu izpeljani. Ja, letošnje poletje nam je vreme izjemno nagajalo, če smo ponovadi ugotavljali z veseljem, da smo imeli srečo. Letos je definitivno nismo imeli, pravzaprav čisto vsi dogodki. Smo imeli dež, smo iskali, ali nas je pralo, tako kot na Kreslinu, ali pa pač smo iskali alternativne rešitve. Tako da res sem zadovoljen, da ta zaključek trodnevnih koncertov, že v četrtek dan D Osmlednikov, potem z Elvis Jacksoni včeraj v Jedru in pa danes tukaj s Čedahuči pri taborniški hiški, da nam je vreme ustreglo in da bomo lahko izpeljali dogodke tako, kot smo si jih zamislili. Kako pa so organizatorji zadovoljni z udeležbo letošnjega poletja med vodami? Udeležba je deljena. Kot Medvoščan bi si želel več Medvoščanov, ker roko na srce festival je njim namenjen in je namenjen temu, da pač tudi v naše domačo vas praktično dobesedno pripeljemo odlične slovenske izvajalce. Na koncerte pa pač hodijo tisti, ki jih taka glasba zanima, tako da ja, so pa odzivi vedno pozitivni, no, in tako strani izvajalcev kot tudi strani obiskovalcev in to je tisto, kar nas navdaja z nekim optimizmom za naprej.
Med športnimi novicami pa tokrat o simpatičnem rekreativnem nogometnem dogodku, ki ga je zadnjo nedeljo v avgustu pripravilo turistično društvo Dragočajna Moše. Osnovnošolce in njihove starše v svoji okolici so povabili, naj sestavijo vaške ekipe, ki se bodo pomerile na medvaškem nogometnem turnirju. Prijavilo se je kar 5 ekip, na koncu pa je bil turnir celo medobčinski. Na travniku v Mošah je bilo zadnjo nedeljo v avgustu nadvse živahno. Na medvaškem nogometnem turnirju se je pomerilo 5 ekip, v katerih so se zbrali osnovnošolski otroci posameznih vasi. Danes smo pripravili prvi medobčinski turnir v nogometu za osnovnošolce. Ideja je bila, da bi se zbrali ekipe saj iz naše krajevne skupnosti, pa da bi se ena tak fajn turnir naredil, ker to malo manjka tukaj. In preraslo je v medobčinski turnir. Ja, res je, ja. Pol smo malo reklame naredili. Niso vse ekipe iz naše krajevne skupnosti, oziroma smo pol se kar razširili še na Zbilje, ki so znotraj naše občine Medvode, torej Zbilje, Moše in Dragočajna. So 3 ekipe, pa 2 ekipe smo dobili še sosednje občine, Šenčur, in sicer Trboje in Šenčur. Dobre volje zares ni manjkalo, za piko na i je poskrbelo še lepo vreme, poglavitno pa je bilo druženje, pa medvaško druženje v bistvu tako. Da se imajo otroci fajn, da se starši malo spoznamo, pa upam, da bo prerasel pol v naslednja leta, da se to dogaja še naprej. Ideja medvaškega turnirja je vzniknila pravzaprav iz dolgoletnega rivalstva med vasema Dragočajna in Moše. Fantje so se med seboj v nogometu nekajkrat pomerili že v preteklih letih. Letos pa so prvič k sodelovanju povabili še preostale vasi. V bistvu smo se pred leti pogovarjali, ker imamo med Mošem pa Dragočajnino tako rivalstvo, da dajmo se še malo v športu pomeriti, ne? Pa smo pol v bistvu starši ali pa starejši to malo zakrili v otroški turnir nogometni, ne, med mladinsko ekipo Moš proti Dragočajni, ampak pol tista glavna v bistvu za nas, bolj pomembna stvar je bila ta, kako smo ta stari udarali. Torej, danes je tu tudi še na sporedu, torej, kdaj se pomerijo še seniori? Ja, plan je, da se to naredi takrat, ko je najbolj vroče, tako da ob 3. uri. Člani turističnega društva Dragočajna Moše so poskrbeli za vse, tudi za gostinsko ponudbo za vse sodelujoče, tako ni manjkalo pic, hamburgerjev, pa tudi sladke ponudbe. Najboljše ekipe pa so prejele unikatne lesene medalje. Evo, kako se vam dopade tale ideja za medvaški nogometni turnir? Odlično, praznik nogometa na vasi. In kaj je poglavitno danes? Borba, zmaga ali druženje? Ne, druženje, samo druženje. Vaš otrok tudi igra? Starši in otroci, ja seveda, lihkar. In kako so otroci recimo sprejeli tole? Odlično, večkrat na let bi mogli biti. Cel teden tukaj pri bratrancu in so cel teden trenirali za ta dogodek. Tako da mu je zelo všečno. Mi smo pa danes prišli še malo navijati. Seveda otrokom pomeni zelo veliko tekmovanje, ker radi fuzbol igrajo, niso ga igrali 2 meseca med poletnim počitnicam, tako da so komaj čakali, no, saj sin je komaj čakal. Glede na to, da nismo vajeni takih zadev, navajeni smo vse tisto ligaško, pa striktno v klubih in tako naprej. Tukaj pa ideja vzniknila iz vasi, iz kraja, kako se vam to dopade? Ja, to je super za spodbujanje športa, da otroci grejo ven, da niso doma. Drugače pa otroci to jemljajo isto, kot pa neko timsko nekje v enem klubu. Ne? Zelo tako resno pa zagrizeno, kar ni nič narobe. Timski duh in tekmovalni naboj pa smo preverili tudi med otroki. S katero vas zastopate in kako se imate? Dragočajno. In kako vam je šlo do zdaj? Zelo dobro, Zbilje smo premagali 4-1. In ste kaj fejst trenirali za današnji turnir? Ne, nismo nekaj tako skupaj trenirali. Mi dva skupaj igrava, ker sva lih soseda, on je pa tam malo bolj daleč. Vam je všeč, da se pomerite s sosedi? Ja, malo pa nam je všeč. Katero ekipo zastopate? Moše. Kako ste se zbrali? Ste imeli kakšne posebne priprave na današnji dogodek? Malo. Ja, meni so v bistvu sem bil najprej v Zbiljah, pa sva delila letake za to tekmo in sem šel v Moše igrati. In kako vam gre zaenkrat?
Odlično. V finale gremo. Predvsem pa so organizatorji dokazali, da za prijetno preživeto nedeljsko popoldne med krajani ni potrebne izjemne infrastrukture. Dovolj je pokošen vaški travnik in nekaj dobre volje zagnanih prostovoljcev. Ne, če pa kaj, pa to. Kjer je volja, tam je pot. Sicer pa so člani društva trenutno v intenzivnih pripravah na tradicionalni kulinarični dogodek Slovenski dan v Dragočajni, ki bo letos na sporedu že prihajajočo nedeljo 14. septembra. Vljudno vabljeni v Dragočajno. Tudi zaključujemo v stilu Evropskega tedna mobilnosti. V Medvodah je minuli konec tedna namreč potekalo 34. državno prvenstvo v šprintu na tekaških rolkah v prosti tehniki. Zimsko idilo je tokrat zamenjalo poletno sonce in uvodna tekma je poskrbela za napete trenutke. Na domači progi so se zbrali najboljši slovenski tekmovalci in tekmovalke, med katerimi sta se naslova državnih prvakov razveselila Tine Šporn in članica domačega nordijskega društva Medvode Zala Zupan. Naša občina je v organizaciji nordijskega društva Medvode gostila 34. poletno državno prvenstvo v šprintu na tekaških rolkah v prosti tehniki. Ja, danes imamo tukaj 200 tekmovalcev iz cele Slovenije. Praktično to prvo tekmovanje v tekaških rolkah v novi sezoni. To je neka predpriprava za naslednje leto. Je pa danes tekmovanje v šprintu in je tudi v bistvu tudi neka prva preizkušnja, da se preizkušajo med sabo, kako so polet trenirali. Seveda niso vsi najboljši, reprezentantov ni, ker so na pripravah v Livinju, ampak so pa klubi dejansko pripeljali vse svoje, ali pa večino svojih tekmovalcev sem. Je tudi nekaj poškodb, tudi pri nas, ne, ampak pomembno je, da se je začel. Letos je še mogoče bolj pomembna olimpijska sezona in marsikaj tudi, če pričakuje, da še uvrstitev, da se vrsti v olimpijska reprezentacija. Kljub temu, da je to uvod v sezono športa, ki je bolj zimsko obarvan, so tekmovalci sobotno tekmo vzeli skrajno resno in dali vse od sebe. Ja, šlo je v redu, zdaj pripravljal sem se pa s treningi, trdo smo delali. Vse to se pa pozna na rezultatu. Kako to, da si se sploh odločil za tale šport? Kaj te je prepričalo? Ja, fajn je, kaj narava. Pa dosti težek šport je, tako da mi je všeč. Zelo dober, ker je tudi domača tekma in je tudi veliko navijačev, ki te podpirajo na progi. Povej mi, kako to, da si se odločila ravno za ta šport? V bistvu je že moja sestrična prej začela, pa še brat, pa je pa še mene privlačali in sem tudi začela. Ocenjujem se dobro, pričakovanja imam dobra. Tudi tako podoben Kamija bi rekla, da so zelo dobri navijači, pa da so zelo spodbudni. Je res dobro tekmovati, ko slišiš toliko ljudi navijati zate, pa ko pol priješ na cilj, pa si ponosen pol nase. Naša tekmovanja. Mislim, jaz sem res ponosna, no, vsi so zelo dobro sodelovali, vsi so dosegali zelo dobre rezultate, tako da pripravljali smo se pa tako kot na vsako tekmo, no, malo smo imeli ogrevanja, atletske abecede, krusa. V velikem finalu so gledalci spremljali izjemne boje med člani. V moški konkurenci je Tine Šporn ugnal Petroviča in se veselil svoje prve članske zmage v šprintu, bronasto odličje pa je ostalo doma. Osvojil ga je Matevž Marinko. Pri ženskah je do naslova državne prvakinje zmagoslavno pritekla Zala Zupan, ki je tako na domačem prizorišču še enkrat potrdila svojo odlično formo. Med mlajšimi mladinkami je najvišjo stopničko osvojila članica domačega društva Tinkara Sitar, prvega mesta pa se je v kategoriji mlajših dečkov razveselil tudi domačin Lan Kisovec. Zanimanje za ta šport je veliko, sprejemate kakšne nadobudne mlade člane, kako je s tem? Ja, seveda smo veseli vsega mlajšega, zelo bomo veseli, če bodo prišli še novi. Imamo okrog 40 tekmovalcev v tem trenutku, vsako leto imamo tudi več, kar je lep podatek, ampak zelo bi bili pa veseli, ne, da še več tekmovalcev, pa seveda še več snega poziva. Prvenstvo v Medvodah je ponudilo atraktivne in napete obračune, ter je še en dokaz, da se poletna sezona na tekaških rolkah vse bolj uveljavlja kot pomemben del nordijskega športa v Sloveniji.
Medvoški policisti poročajo, da so obravnavali prometno nesrečo čez železniško progo, ki jo je povzročil voznik tovornega vozila. Ta ni upošteval svetlobnega in zvočnega signala za prihajajoči vlak in je pri tem odlomil zapornico ter po trčenju odpeljal naprej. Policisti so v nadaljevanju postopka voznika izsledili v podjetju v Vašah in mu izdali globo. Prometna nesreča zaradi nepravilnega premika vozila pa se je zgodila v Medvodah pri banki. Tudi v tej nesreči je povzročitelj pobegnil, policisti pa so ga s pomočjo posnetkov nadzornih kamer izsledili in mu na domu izdali globo za vse storjene prekrške. Do manjše prometne nesreče je prišlo še na lokalni cesti Svetje Ladja. Policisti pa so izdali obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče. V Hrašah pa je prišlo do nesreče, ker se voznica pred premikom z vozilom ni prepričala, ali to lahko stori brez nevarnosti za preostale udeležence in je peški zapeljala preko noge. Policisti so kršiteljici izdali globo. Policisti iščejo tudi neznanca, ki si je prisvojil mobilni telefon mladoletne občanke. Raziskujejo pa tudi spletno goljufijo, ki jo je prijavil občan, ki so ga neznanci zavedli in ogoljufali. Med kontrolo prometa so policisti tokrat ustavili motorista, ki je vozil vozilo, za katerega so sumili, da je predelano. Po odrejenem tehničnem pregledu so se sumi policistov izkazali za upravičene in so vozniku motor odvzeli ter skupaj z obdolžilnim predlogom predali sodišču v Ljubljani. Ponovno opozarjamo, da je eno najbolj pogostih kaznivih dejanj, ki jih imamo v tedenski črni kroniki, spletna goljufija. Bodite pazljivi pri kupovanju prek spleta in nikakor ne posredujte podatkov, s katerimi bi goljufi lahko prišli do vašega bančnega računa. To je za danes vse in ne pozabite, september je mesec, ko se v naši občini res dogaja in običajno smo zraven. Vabljeni k ogledu redne tedensko informativno reportažne oddaje čez teden dni. Nasvidenje.